tesnoba v času negotovosti. Pogovarjali se bomo o tem, kaj tesnoba je, kako jo občutimo na telesni, čustveni in mentalni ravni, kako se tesnoba manifestira v situaciji, kot je epidemija, kako na nas vpliva družba in kako mi vplivamo na njo nazaj, ter kako si lahko pomagamo takrat, ko nas občutki tesnobe začnejo preplavljati. Lepo pozdravljamo v naši sredi mojo današnjo sogovornico, to je terapevtka Andrejka Kozlevčar. Psihoterapevtka je certificirana psihoterapevtka, ki psihoterapijo izvaja že 11 let. Je ena izmed psihoterapevtov na našem portalu, ki se med drugim ukvarja tudi s tematiko tesnobe, pri tem pa uporablja psihodinamski psihoterapevtski pristop, ki temelji na psihoanalitičnem razumevanju razvoja in delovanja osebnosti. Osrednji poudarek pa je predvsem na odnosnem prostoru med klientom in psihoterapevtom ter upoštevanju telesa in njegove vloge v procesu. Zdaj bi pa pravzaprav začeli z nekaj vprašanji. Naš današnji webinar bo potekal kot neke vrste intervju, potem pa se bomo prepustili toku tudi vaših vprašanj in želim vam lepo poslušanje. Andrejka, s čim bomo začeli? Moje prvo vprašanje je, s kakšnimi stiskami so se vaši klienti ukvarjali v času epidemije? S kakšnimi stiskami so se obračali na vas? En lep pozdrav tudi z moje strani. In res sem vesela, da ste si vzeli čas in da ste v takem res množičnem številu se udeležili našega webinarja. In res sem tudi zelo hvaležna. Seveda tudi tebi, Kristina, za en tak lepo predstavitev in podrobno mojega dela in mene in vse, kar si povedala. Ja. Torej, če greva zdaj na tvoje vprašanje, s kakšnimi stiskami so se klienti obračali na mene, v smislu nek preteklik. Kar se mi zdi fajn poudariti, da ta stiska še vedno traja in da epidemija še vedno traja. Se pravi, res, ja, v resnici je 1 leto, ki smo v tem obdobju, točno zdaj marca, se pravi, mislim, da ravno včeraj, če se prav spomnim, 10. marca, je bila, ali 13. se pravičujem, je bila razglašena epidemija, se pravi leta 2020. Torej, to še vedno traja. In klienti se še vedno obračajo za pomoč in klienti so zagotovo v veliki stiski. Mislim, da lahko rečemo, da smo v resnici kot družba vsi v stiski, ne samo kot klienti, pa še vedno vsi, ki se obračajo na nas terapevte. Tako da zagotovo je tesnoba ena od najbolj pogostih situacij ali pa, če bom rekla, simptomov, ki spremljajo ljudi v tem času, v tem trenutku in ki je res iz prakse, lahko rečem, zelo v porastu v tem letu. Torej, večina klientov, ki so se obrnili na mene v tem letu in se obračajo, še vedno so z občutkom tesnobe. Seveda eni bolj, eni manj, odvisno je zdaj seveda od neke individualne situacije, nekdo, ki izgubi službo, je sigurno je bolj v tej, situacija kot taka je zagotovo negotova, to vsi vemo, za vse nas, tudi mislim, da se res ne moramo nekaj ful izključevati, in ta negotovost, ki nas zdaj zelo močno spremlja, je to, kar nismo vajeni, torej, da se situacija spreminja z ure v uro, ne iz dneva v dan, skoraj z ure v uro, mi ljudje tega nismo vajeni. Mi nismo adaptirani na take tako hitne in nenadne spremembe. Smo navajeni sprememb, ampak tako močno in tako intenzivno, da res da smo zelo zbegani, ker nam nič več ni jasno, po domače povedano. Zagotovo dela neko tesnobo, neko čudne občutke, nek strah, kaj bo, kaj pa če.
In ko se s tem začneš ukvarjati, je seveda nekdo, ki je negotov tudi sicer v neki svoji osebnostni strukturi, ki je bil tudi že prej, ali pa nekaj, kar ga v življenju to že prej je spremljalo pred korono, je to za njega ta situacija izredno, izredno močna. In je zelo, zelo težko nositi in se jo globoko dotika. Medtem kot nekdo, ki je malo bolj, bom rekla, bolj stabilno strukturiran, ali pa mogoče ima malo več tega zaupanja vase, ali pa se ga ta korona ni toliko dotaknila, mogoče tudi po službeni plati, pa bo to sigurno malo lažje nosil, ali pa tesnobe ne bo, oziroma bo zelo blaga in jo bo lahko komot predelal in ga ne bo toliko zresetirala kot pa nekoga, ki ima to tendenco malo bolj položeno v samo svojo osebnostno strukturo. Kaj pa so bili med klienti najpogostejši vzroki? Omenili ste torej izguba službe, kaj so bili še kakšni, najverjetneje virusa, ne? Zdaj virus, če ste mislili na virus v smislu, da se je klient name obrnil, ker je prebolel korono. Strah pred okužbo mogoče. Ja. Strah pred okužbo, ja, to sem srečala in srečujem, se pravi, še vedno smo v tem, tako da resnici lahko govorimo in za preteklost in za sedanjost, mogoče tudi za prihodnost, čeprav upamo, da ne predaleč v prihodnost, si želimo. Tako da ja, nekako ta strah pred virusom je prisoten, ampak velikokrat, ko se malo globje začneva pogovarjati s klientom, se nekako pokaže, da je zelo pogosto se pokaže, da klienta tudi sicer strah pred boleznijo. Tudi sicer, se pravi, spet je lahko koronavirus bil samo nek trigger, ki je nekaj prebudil, se pravi, neko prepričanje, neko dinamiko. Lahko je, ne vem, v preteklosti bo nekdo nenadno umrl, je lahko bila to neka bližnja oseba, in lahko pripelje zdaj pač ta situacija, nek dogodek, katerega klient ni predelal, ga je potlačil, ker pač ni zmogel takrat, ali ni bilo prostora, ali ni bilo posluha, ali so neke druge stvari bile bolj v ospredju, in je seveda zdaj ta situacija samo kot nek trigger, da je nekaj sprožilo, kar je tudi sicer v njem. Seveda je tukaj spet za nekoga situacija mnogo, mnogo težja, če se je že srečeval z neko boleznijo, ali sam pri sebi, ali prav z nekimi bližnjimi, ali je bilo veliko teh izgub, ali je dejansko nekdo umrl, tudi lahko zaradi, ne vem, nekega virusa, to prebudi. Tako da zdaj, da bi rekla, da je samo to, težko rečem, in ponavadi tudi vsi mi, smo tako, da naša psiha je tako sestavljena, vedno je neka dinamika zadaj, vedno je nekaj, kamor nekaj pade, in v bistvu treba pogledati vzrok, kje to hodi, se pravi dinamiko zadaj, treba pogledati nezavedno, treba pogledati prepričanja, izkušnje, primarno družino, otroštvo in tako naprej, se pravi, da res pogledamo globje. In tudi delamo na tistih mogoče bolj koreninah. Kako pa je možno prepoznati to tesnobo? Kako se pokaže na fizični, čustveni, mentalni ravni? Zdaj, tesnoba se ponavadi pojavljati začne na telesnem nivoju. To pomeni, da nas začnejo simptomi spremljati v smislu, kot je, ne vem, tiščanje v prstih, ali tiščanje mogoče tako, kot da bi nas v rebrah, tle skupaj tiščali kot nek oklep, kar seveda posledično vodi v zelo plitko dihanje, se pravi zelo plitek dih zgoraj, ponavadi je tukaj samo zgoraj, plitko, hitro. Lahko tudi opazimo, ali pa klient se lahko tudi srečuje, mogoče tudi nezavedno, da tudi preneha dihati, torej da zadržuje dih, ali pa da sploh ne diha, je lahko tudi stres tako močan, ali pa je tesnoba tako močna, da tudi do tega prihaja. Se pravi, to potem naprej vodi v hitrejše bitje srca, v glasnejše bitje srca, to se pač posledično telo se tako odziva,
Potem lahko tudi, na primer, opazimo tesnobo na telesu preko zelo široko odprtih oči. Se pravi, tudi nekoga, ki je zelo strah, zelo izbuljeno gleda. Zelo lahko vidimo, da so oči zelo izrazito odprte. To je tudi znak, da ste noter da doživlja nek strah, ali pa neko paniko že na enem nivoju. Potem seveda se lahko tudi še naprej nadaljuje v smislu šumenja v ušesih, potem zožanje zavesti, zožanje vida, kot tunelski vid, potem so lahko pikice pred očmi, potem imajo občutek, da bodo kolabirali, se pravi, padali v nezavest. Potem so šibka kolena, šibke noge, bolečine v trebuhu, sploh v želodcu, potem težave s prebavo, težave s kožo. Potem so lahko res to močno bitje srca je lahko, zdaj, če tudi miselno, če so tudi neke misli, ki so zelo ciklične in so zelo črnoglede, če je to ciklično in klient človek ne more ven stopati z tega, je to res kot ta rumink, zelo močno, se lahko zgodi, da tudi te simptomi in ta tesnoba preraste v paničen napad. Ni pa nujno, ni nujno, da nekdo, ki je tesnoben, bo tudi doživel paničen napad. Se pa zelo pogostokrat pokaže, da nekdo, ki je tesnoben, in dolg časa tesnoben, in da je ta tesnoba nezdravljena, ali pa da se ji ne da pozornosti, lahko pripelje do paničnega napada. To so pa potem tisti simptomi, ki sem jih prej malo rekla, ta zožan vid, ta občutek kolabiranja, ko izgubi v bistvu človek sebe, ko gre na enem nivoju tudi, da bi šel malo ven z telesa. Disociacijo na nekem nivoju. Je pogosto, da se ljudje na vas obrnejo šele, ko doživijo panični napad in je tesnoba že tako huda, da moti vsakodnevno funkcioniranje? Bom rekla oboje. Ampak če se zdaj majčkeno vrneva na situacijo in pač situacijo, v kateri sva, pa če govorimo res v tej trenutni, je več tesnobe kot paničnih napadov v tem trenutku. Ampak po občutku bi pa rekla, da oboje. Kako bi torej opisali, oziroma kako negotovost in to stalno spreminjanje situacije vpliva na splošno duševno zdravje? Torej, opisali ste, se pravi, ta tesnobni strah, ampak predvsem vprašanje tukaj, kako se to stanje družbe vpliva na posameznika in potem kako posameznik posledično lahko tesnoben posameznik vpliva nazaj na družbo, kako se to povezuje? Ja, zdaj, če pogledava mogoče najprej, kako družba vpliva na posameznika zdaj v tej situaciji. To lahko seveda vidimo preko medijev, preko socialnih omrežij, preko vseh teh kanalov, ki jih imamo dostopne, če lahko temu tako rečemo, tudi pogovarjanje z ljudmi, se pravi, tudi v timih, tudi v službi, če veliko, se ljudje veliko pogovarjajo lahko v tej situaciji, v tej koroni, veva tudi koliko v bistvu teh testiranj, se pravi, toliko tega, se pravi, kot da veva, da je zdaj res prežeto vse s tem, dobesedno smo prežeti s tem. In naše telo celo je prežeto s tem. Mislim, tukaj res težko smo vzun, res težko, ker mislim, da je kolektivno nezavedno, tako zelo močno in zdaj prežeto iz to situacijo. Tako da družba izredno vpliva na posameznika. Zdaj, kar je mogoče tudi malo občutek, je, da so te informacije nekako pisane ali pa v nekem takem tonu, duhu strahu, torej nekega ustrahovanja. In ko človek ali pa to posluša, bom rekla, ves dan ali pa nekateri res to ves čas spremljajo. In če pogledava sam primer, sicer zdaj več ne spremljam, ampak mislim, da ni razlik, da se še to vedno dogaja, če odpremo 24ur.com, se pravi v rdečem zgoraj piše, koliko ljudi je bilo testirano, koliko ljudi je umrlo, se pravi spet rdeča barva.
Rdeča barva je lahko v nekem dobrem počutju je ljubezen, ampak na drugi strani je pa agresija, jeza. Je čustvo, ki jo pritiče barva rdeča. To je vse alarm, ne vemo, kaj je rdeča barva. In seveda to človek, ko to pogleda in to vsrka in to vzame, naše oči, naše možgane, naše telo, mi samo pojmemo, kaj mi jemo, ampak mi se hranimo tudi zdaj in prežemamo s temi informacijami. Seveda naše telo odreagira in ponavadi strahov. Zdaj, seveda odvisen je spet od naše strukture, osebnosti, katere vrste strahu nam je bližje, če lahko temu tako rečeva. In vemo, da imamo 3 vrste strahu. Se pravi beg, boj in pa zmrznitev. Torej, nek posameznik, katero je mogoče bolj bližji strah, naprimer boj, koga je strah, se gre boriti, bomo videli v teh komentarjih. Vse vemo, na Facebooku vidimo, kakšni komentarji so, koliko je žaljivk, koliko je napadov, koliko je res te nestrpnosti, koliko je tega fajta, si lahko predstavljaš nekega človeka na eni strani, kaj mu dogaja, da v bistvu ta gnev in ta svoj gnev piše. Seveda to je anonimno, ne vidi se ga, in je to seveda še bolj varno, in to z varnega kavča doma, in takole je to, se lahko človek vse svoje frustracije, ki jih tudi nosi leta in leta, s seboj, jih zlije. In tam ga tudi nedolžne ljudi, ne vemo tudi, kakšni so ti dialogi in koliko žaljenja in kako je to kar tvoj res feeling never ending, smisel, da kar ni konca. Potem seveda nekdo, ki te informacije sprejema na način strahu, da bi kar zbežal, se pravi, da ima to vrsto nekak strahu v sebi bolj ponotranjeno. Lahko vidimo, da se dogaja, da gre v razne odvisnosti. Torej odvisnosti od igric, odvisnosti od spleta, odvisnosti od substanc, od omame. Se pravi, vse substance, kot so droge, alkohol, razna odvisnosti tudi od internetnih vsebin, seksualnih vsebin, tudi na računalniku, igric, so pobegi. To je vse umik. Se pravi, realnost, ta človek doživlja to realnost v smislu, da je nekaj preveč, da je pretežko, zamsno se. Da bi bil trezen tukaj in sedaj in tu zmogo nosa. In rabi ti pobege. Tudi hrana je pobeg. Že neko prenajedanje in tako naprej. Vemo tudi veliko ljudi, tudi pravijo, koliko ljudi se je zredilo zdaj tudi v karanteni. Vemo tudi za otroke, kakšen porast. Je tudi tudi gibanje vsega tega, pomanjkanja, ampak naprimer tudi morda kaj takega bi lahko šlo psihodinamsko, da bi hrana lahko bila kot neka tolažba in pa igrice in tako naprej. In pa seveda nekdo, ki mu je bolj vrsta strahu blizu zmrznitve, se pa lahko kaže v neki apatičnosti, v neki popolnoma odsotnosti, se pravi, gledaš človeka, ampak vidiš, kot da ne bi bil pri sebi doma, kot da je izven sebe. Se pravi, neka huda apatija, nek tak zmrznjen obraz, rečemo poker face, neko zapiranje vase, zavračanje ljudi in pa tudi zapiranje vase in tudi ljudi nekako zavračati. In seveda se nekako sam s sabo lahko bori, dostikrat gre pa te ljudje so dostikrat v res tistem čisti energiji preživetja, ker zmrznitev je dejansko to. Se pravi, da vitalne funkcije grejo na čisti minimum. Tako da ta človek bi lahko rekla na narekovajih v resnici ne živi. In če mogoče navežemo na terapijo, tak človek bo tudi zelo težko si poiskal pomoč. Navadi bo nekdo drug poiskal pomoč samega. Medtem ko tiste 2 vrste strahu, se pa pobega ali pa boja, bodo prej prišli na terapijo. Ampak najbolj nevarni, mislim, najbolj, ki kličejo na pomoč, so te ljudje, ki so popolnoma zaprli vase. Da to je mogoče tudi fajn, da mi kot družba tudi malo pogledamo okrog sebe. Tudi kakšnega sodelavca, kakšno sosedo ali pa če vidimo, če koga ne vidimo dolgo. Da mogoče se obrnemo, pokličemo, malo povprašamo, kaj se dogaja. Sicer zdaj spet odvisen, koliko je ta človek
koliko je odprt, da bo sploh da nas bo sprejel. Ne? Ampak vedno so alarmi tam, ne? Tudi če gledava malo iz medicinskega, zdravstvenega stališča, ne triaže, na nesreči, se pravi nesreča na cesti, vedno gremo najprej pogledati človeka, ki je tiho. In nikoli najprej človeku, ki kriči. Ker on je živ, ki kriči. Medtem ko tisti, ki je tiho, kliče prvi na pomoč. In tja rabimo iti. Tako da zelo podobno tukaj, pravim tudi v službah, ker različni smo ljudje. In mislim, da če smo malo zavestni in malo pri sebi in malo sočutni, da gledamo sodelavce, naše bližnje tudi koncev, da lahko prepoznamo in se da tudi marsikomu pomagati. Tudi na ta način, da ga mogoče sam, primemo za roko. Ali pa, greš njene mize, primer za ramo nekoga, pa rečeš, pusti, snemaš kavo. Že veliko. Kako pa je tesnoba vplivala na medosebne odnose, predvsem v družinah in partnerstvih? Zdaj, tesnoba se zagotovo kaže v vseh odnosih. Zdaj v partnerskem odnosu mogoče spet zelo podobno. Se pravi, nekdo, ki je tesnoba, se velikokrat pokaže, da je bil tesnoba že tudi prej. Torej, da je ta koronski čas v resnici spet bil samo nek povod, da se je nek partnerski odnos mogoče poslabšal. Ali pa da so se neke stvari začele bolj kazati. Seveda, zdaj nekdo, ali pa dva partnerja, če pogledam, mislim, če sta, imela prej nek urnik cel dan, sta bila v službi odsotna in sta se videla samo zvečer, ali pa še to skoraj da ne. Zdaj, ko sta se gledala 24 ur na dan, je sigurno dinamika bila bolj dinamična kot prej, kar pa tudi pomeni, da je veliko več prihajalo nekih vsebin ven, ali pa je bilo več nekega kreganja, ali pa, seveda veva spet obe, mislim, tudi karantene so da izredno dolge, res izredno dolge. To spet nismo vajeni, ampak spet je, bom rekla, je razlika med tistimi, ki res smo skupaj, bolj sobivali, v smislu, ali pa si hladilnik delili, ali pa stroške, pa so bili v bistvu čustveno že prej odsotni eno drugega, ali pa je bila velika luknja v odnosu, že prej. Je seveda lahko to zdaj eskaliralo v smislu, da sta pa, da je vse ven prišlo. Lahko je pa druga skrajnost, da sta še bolj oddelila, kar pomeni, da je to, nekdo šel mogoče se je odselil spat v dnevno sobo. V tem času, ker mu je pač to mogoče preveč. Ta bližina, ki prej ni bila vajena, pa nista bila vajena, mu je to bila lahko preveč. In je lahko tudi tesnoben zaradi tega. Lahko nekdo tudi tesnoben, če je kar naenkrat s partnerjem 24 ur na dan, ali pa z otroki, ki prej ni bil. Tudi če pogledava, otroke, otroci so ravno tako 8 ur bili v šoli in v vrtcu. Zdaj pa cel dan doma. Se pravi, zelo je tudi izredno naporno in res občudovanja vredno za vsakega, tudi če ste tukaj ljudje, ki menjate te vloge, ko delate od doma in ste mame in gospodinje in žene in vse vloge v enem prostoru. Mislim, res to je kapo dol, tako globok poklon in si lahko res čestitate. Mislim, to so res težki časi in res izzivi. Tukaj smo se mogli navaditi, mislim, tako res čez noč. Tudi, tesnoba je dana, mislim, v resnici tako lahko reče, vsi smo lahko tesnobni. Pa ne nič v smislu, da je zelo narobe z nami. Ampak je povsem normalno, ker telo tako odreagira. Če sem odgovorila ti. Zdaj bi jaz postavila v bistvu zadnje vprašanje, tako da še enkrat povabim, če ima kdo še kakšno vprašanje, ga lahko zastavi v chatu, če ne pa potem kar na glas. Sedaj pravzaprav eno takih
zelo pomembnih vprašanj. Kaj lahko naredimo v trenutku akutnega stiskanja v prsih, potenja, v trenutkih te res akutne tesnobe in pa kaj lahko naredimo potem dolgoročno, da se tesnoba nekoliko umili? Zdaj, ko je akutno stanje, to veva, to je res intenzivno. Se pravi, to je lahko res tisto, kar sem prej opisala. Se pravi, simptomi so res precej močni. Se pravi, da res izgubljamo na nekem nivoju malo, da ne ta tla pod nogami, če lahko temu tako rečemo. Tako da pri tesnobi, ki je akutna, lahko spet že diši po paničnem napadu. Ker akutna tesnoba je ta s temi simptomi, ki sem jih prej opisala, ampak v intenziteti močnejši. Zato pravim, je lahko res tam malo izgubljati tla pod nogami, če je to res akutno. Torej, takrat je zelo fajn, kar pomaga, je dihanje v vrečko. Lahko v papirnato vrečko, se pravi vrečko, v kateri kupimo kruh, so najboljše v resnici, se pravi iz tega materiala. Lahko je pa tudi navadna vrečka, tudi na usta pač vrečko in čim več dihati v vrečko. To nekako pomirja. Potem pomirja tudi, če hodimo po teniški žogci. Da pač nogavico ali pač damo nogavico dol in s teniško po tej žogici hodimo. To je tudi nekaj, kar zelo pomaga. To je mogoče malo kot neka orodja kot taka, kako bi v bistvu si lahko pomagaš v tisti akutni fazi, sicer pa pravim tudi dihanje, jed na zrak, piti vodo. Zelo pomembno je, da voda ni mrzla, torej da je mlačna. Ker mlačna voda pride do organov, mrzla voda krči želodec, ni dobra ne glede na letni čas. Torej to, se pravi dihati. Ta dih je tudi izredno pomemben. Dihanje v trebuh, to pomeni res globoko dih do popka. To pomeni, da gre popak nam ven, se pravi trebušček je res kot balon. Se pravi, da res vdihnemo in izdihnemo, ker na ta način se tudi povežemo. Je pa to v akutni fazi to malo težje. Tako da v akutni fazi mogoče res raj na zrak, spiti neke vode in poklicati nekoga, ki mu zaupamo. Če stvar je še vedno tako močna, lahko se tudi pokliče krizni center, se pravi EKI v Ljubljani, to na Zaloški cesti, in se lahko tudi, mislim, da so drugi telefoni, naprimer imamo telefon Tom, imamo telefon Samarjan, imamo kar nekaj tudi teh telefonov za pomoč, ki so brezplačni, neobvezujoči, lahko ste popolnoma anonimni. Tako da takrat je fajn, da imate mogoče neko osebo, nek glas, da vas malo umiri in tudi napoti. Tam so tudi ponavadi strokovnjaki, tudi terapevti delajo na takih linijah. In je to zelo pomembno. Če je tudi spet tako močno akutno, je tudi zelo smiselno, da se gre k zdravniku, da se dobi tudi perosterapija v smislu zdravil in da se tudi te simptomi majčkeno pomirijo, ker tak človek tudi ne more priti na psihoterapijo. Rabimo najprej te simptome pomiriti in psihoterapija. To je vzporedno. Ker je živčni sistem tako vzburjen, tako iz sebe, da pač ne moramo delati. Govorim terapevtsko, psihoterapevtsko, naš način delati. Tako da tudi nekaj, kar naprimer jaz predlagam včasih. Če koga slišim in pokliče, pač tudi to rečem. Da najprej to, kot podporo, da se pravi tudi ta hormonski sistem se majčkeno pomiri, živčni sistem se majčkeno pomiri, potem pa midva tudi začne vzporedno lahko delati. Kar se pa tiče, drugo vprašanje je pa bilo bolj dolgoročno, delo, tega stresa.
Ja, dolgoročno je sigurno nekaj, kar tudi pomaga, vemo, so v bistvu vse te duhovne prakse. Vse duhovne prakse, sem vseeno, ali pa bom rekla, te, ki jih mogoče najbolj poznamo, če lahko temu rečem, no, so usmerjene tudi v to dihanje in pa da prihajamo spet v center, se pravi, da prihajamo spet k sebi. Da nas kliče k sebi, da se spet povežemo s sami sabo in so spet vezane ponavadi na dihanje, da pridemo k sebi. Spravi, to je tudi za stres dobro, da uporabljamo. Potem seveda vemo, da narava je res zdravilna, se pravi, veliko naravo, zemljiti se, v smislu hoditi po gozdu, zelo to pomaga, če bosi hodimo po zemlji, se pravi, da se čim bolj zmenimo, mati zemlja nam pomaga, da se zmenimo, da se čvrstimo, da se stabiliziramo. Tudi drevesa, zdaj, če eni reče, objemanje, ok, ne rabite objeti drevesa, lahko se sam naslonite. In sam prepustiti, in kako vas nekaj drži, in naprimer stres in skrbi, si predstavljati, da ne vem, tudi drevo vam malo v podporo, in začutiti to podporo in se prepustiti, da pač res vas nekdo drži. Kaj? Se upravičujem, nekdo ima prižgan mikrofon. Ja, torej da je. Hvala lepa. Ja, okej. Včasih nam je tudi, nimamo mogoče kakšnega človeka, ki bi mu lahko zaupali, ali pa nimamo še psihoterapeuta ali pa neke take pomoči, in pomaga, da tudi narava in da uporabimo, kar pač je na voljo, in drevo je čudovita stvar, ki nam lahko malo pomaga, da malo se spočijemo, ali pa nekako, in to je tudi živa stvar. In seveda, kar je mogoče najbolj smiselno, če lahko temu tako rečemo, da vse to je fajn, tudi tudi neke pozitivne misli, razne afirmacije, ste veva, da imamo polno vsega tega, vse je okej, naprimer, če lahko temu tako rečemo. Ampak zagotovo je pa zelo, zelo smiselno se začeti bolj ozaveščeno ali pa globje pogledati s temi notranjimi očmi po sebi in videti, kaj je tisto, kar nas spravlja v stres, kaj je tisto, ali pa da želimo izvedeti, kaj je tisto, kar nas v tako tesnobo močno potiska, znotraj sebe, kdo, na kakšen način, kaj je tisto znotraj mene, ki rabi podporo, ali pa kaj je v bistvu tisto, kar je srž, bom rekla, situacija, v kateri smo, ali pa teh simptomov, ali pa tesnobe, torej, kaj se z mano dogaja. In zato je zagotovo ne bom rekla zagotovo, ampak sigurno je zelo na mestu terapevtski stav. Pomembno se je torej Pomembno se je torej soočiti z vzrokom, ne pa samo ima to bliže, In to je sigurno dolgotrajna stvar potem, Vse to tudi je fajn, kar zdaj govorimo, vse pa tudi orodja, tudi s telesom, ko delamo, vse uporabljamo, ker konec koncev vse, kot ste prej mogoče tudi rekli, in tudi vemo, ljudje smo sestavljeni mentalno, fizično, čustveno in duhovno, in rabimo na vseh 4 komponentah delati. In če na eni ne delamo, ali pa smo malo bolj šibki, se to pozna, spet je neka kompenzacija, nekaj drugega mora nositi, zelo podobno, ne vem, kot pri vozu, spusti, ali pa pri avtu, spusti eno kolo, se pač teža, morajo vse 3 nositi, se pravi še od tega. In seveda naporno, zagotovo, in hitro je lahko tudi prenaporno. Ampak ljudje smo tudi tako navajeni, imamo ogromno teh obrambnih mehanizmov in v bistvu kompenziramo. Nekaj časa gre. So pa potem tudi situacije, ko se nekaj zgodi, spet korona časa, je dostikrat občutek, da je v bistvu bil samo res kaplja čez rob. Ampak da je rob bil že prej poln. Hvala, Andrejka. Postavili ste nam nekaj vprašanj. Najprej bi prebrala od gospe Petre. Pozdravljeni, imam vprašanje, je možno, da ne misliš na to in da se tesnoba prikrade iznenada in traja čez cel dan? Ja,
Saj to je ravno tisto, najbolj tudi, kako bi rekla, kar nas mogoče kako bom rekla, tudi šokira, ravno to, tudi ljudje reče, pa saj sem čisto v redu, ali pa saj zdajle mi pa življenje dobro teče, ali pa super mi je šlo, ampak kar nekaj ni, ali pa kar prihaja, ali pa ne morem spati, kar nekaj čudne misli me obdaja, kot kje je to, ne? In ja, velikokrat se to zgodi, zelo velikokrat, ampak dostikrat, se dogaja, da mi v bistvu na nekem nivoju kompenziramo ali pa mašimo. Zelo je tudi v porastu deloholizem. Deloholizem je tudi v bistvu obrambni mehanizem. Ljudje cele dneve delajo, kot neko mašilo. One odbojke? Spodnjega odboja? Ponovno ima nekdo odprt mikrofon. Kdo vas je učil danes, celi dan? Ja. Ok, smo ugasnili. Okay. Ja, mogoče tukaj, če navežem, še eno vprašanje, ki se je pojavilo, je, ali je tesnoba lahko v povezavi z delno izgorelostjo in ali je možno, da je tesnoba dedna, da se navežem na tale odgovor. Lahko je, zdaj, če dedna, tako bom rekla, zdaj, bolj kot dedno je bolj na mestu, da lahko rečemo, da je pridobljena. To pomeni, da na primer, če smo imeli mamo, ki je bila izredno tesnobna in tudi že v času, ko je nas nosila, torej, ko smo mi bili še v trebuščku in je bila že in je bila tesnobna in potem tudi v času našega odraščanja, smo to lahko ponotranjali. Ampak to ni dedno. Okay? To je pridobljeno. Radi, kar je pridobljeno, se da tudi spremeniti. To ni nekaj, kar smo prinesli na svet. V smislu prirojenega. Tako da, ja, lahko je to. Se pravi, če smo ves čas bili v enem takem, z neko tako ljubljenost, z neko bližnjo in smo to ves čas gledali, ves čas bili v tem, smo lahko to ponotranjali. Tisto prvo je pa bilo kaj? Če je lahko v povezavi z izgorelostjo. To si že omenila? Ja, v smislu, da smo izgoreni, pa da smo tesnobni. Ali v smislu, da smo tesnobni, zato ker preveč delamo, da smo izgoreni. Vprašanje je, če je lahko s tem povezano. Čisto nasplošno. Če je lahko delno, da smo zaradi tega, ker smo tako veliko pod stres, mislim, ja, stres, tesnoba, to je zelo povezano, ne? Ja, zelo pogosto, ja. Gospa Andreja je postavila še eno vprašanje, nekoliko drugačno. Kako lahko učitelj v razredu prepozna učence ali dijake, ki doživljajo tesnobo in na kakšen način jim lahko pomaga? Ja. Zdaj, mogoče majčkeno je odvisno, koliko je otrok star, tako da gospod Andrejo bi prosila, če lahko napiše leta, ali pa razred. Piše tukaj oboje, učence in dijake. Aha, nisem slišala. Ok, se pravi... Bolj za dijake, pravi gospa Andreja, je napisala bolj za dijake. Ok, bolj za dijake, dobro. Torej, ja, to so, vemo, tam nekje že 14 plus, se pravi že kar... bom rekla, izdelane osebnosti v veliki meri, ne v celoti, ampak v veliki meri. Zdaj seveda to, bom rekla, različno, ampak zdaj tesnoba se seveda lahko pokaže, to, kar sem tudi prej že opisala, se pravi, zdaj, če je dijak vprašan, se pravi, zdaj, če je povabljen pred tablo, vidimo lahko, se pravi, trestavica glasu, lahko bledoličnost, lahko pač neka rdeča lička, spet te oči, ko sem prej malo pisala, potne roke, trese se, lahko tudi vidimo, kako se tresejo hlačnice včasih. Res prav vidiš lahko, dobesedno. In seveda, da se mu zatika, da ga je sram, da se obrača mogoče stran od svojih sošolcev.
da ga je sram, da je tudi nerodno pred sošolci, da mogoče govori tiho, ali ne upa povedati, ali čutiš, vidiš to neko blokado, ki se tudi dogaja čisto na tem govornem nivoju, spet dihanje, to, kar sem prej omenila. Potem na telesnem nivoju lahko tudi vidimo, dostakrat lahko je kakšna sključena drža, se pravi ta nime, skrice, biti neviden, neopažen. Na ta način, ampak zdaj in seveda zelo fajn je, če to opazimo, kot učitelj, da to opazi, je mogoče najbolj udobno, če lahko temu tako rečem, udobno, da se pač tega dijaka pokliče, ne vem, nekam na stano, v smislu, ali se ga, ne vem, ko odhaja iz razreda, da mogoče ga pač rečemo, pač po imenu, lahko prosim 10 minut in mu pač povemo naše opažanje. Opazila sem danes, ko si bil pred tablo, da si bil izredno nervozen, imela sem občutek, da te je strah. Kaj se je dogajalo? Tukaj je tudi izredno pomembno, se mi zdi, poudariti ta odnos. Torej, odnos učitelj-dijak. Torej, bolj ko so učitelji odprti, sproščeni, bolj ko kažejo zanimanje za dijaka, to pomeni, da se zanima za njihovo življenje. V smislu, da se jih tudi malo vpraša, kako ste, ali pa v tej situaciji, kako nosite to? Da gremo v odnosno relacijo, pa grejo, ne samo to, jaz sem učitelj, ti si dijak in da gre v bistvu samo enosmerna pot, ampak da je dvosmerna pot. In dijaki, tako kot sem rekla, to so že osebnosti. Če pogledamo, ne samo njihov pogum, te protesti, ki so bili, ne Štajerska. Mislim, to je prebojeno, zelo močno. Torej, ni za podcenjevati. To gotovo ne. Torej, tudi ta dialog, čim bolj biti sproščen, čim bolj biti odprt, čim bolj mogoče tudi peljati eno tako lepo, relativno harmonično odnos v samem razredu. Ker če bo v razredu neka dobra, sproščena atmosfera, se bodo dijaki dobro počutili. Torej, čim več povezovanja, čim več pogovarjanja, kako je tebi, kako ti to nosiš, kako je bilo tebi online, in da se tudi med sabo oni pogovarjajo. Zdaj je ta čas. In če bomo res tudi hoteli, da dijaki ne bodo ostale take poškodbene otroki, to rabimo zdaj delati. In zdaj rabimo to delati, ker je še akutno. Ne čakati, da bo kronično. Zdaj to rabimo narediti in to za nazaj popraviti. Kolikor bo le lahko. In zato smo mi tukaj in terapevti, odrasli, učitelji, vsi, ki delamo z ljudmi. Da povabimo ljudi, povej mi, kako si, da pokažemo to pristno prisotnost, ta res posluh, pa ne samo s tem, s srcem. Torej, da vidimo ljudi, tudi te maske nam jemljajo to, ta online nam je to vse vzel. Torej, zdaj, ko imamo možnost v živo, da prinesemo ta živi stik, živi odnos, to je pa to zanimanje zate. Da dobimo občutek, da smo slišani, sprejeti in videni. In zagotovo dijaki, učenci to rabijo. In med vrstniki skupaj. In bolj, ko bo ta atmosfera v razredu, manj bo tesnobo pred tablo. In pa pred učiteljem, ker ne bo tega strahu, ne bo tega mogoče strahu spoštovanja tako močnega. Ja, naj bo spoštovanje. Strahu spoštovanja mislim, da ni potrebe. Tako da to je od nas tudi zelo odvisno. In tudi učiteljev, s kakšno energijo vstopate v razred. In s kakšno energijo vstopate v odnose z vašimi dijaki. Je tudi pomembna potem reakcija njih na vas. Ali pa njih na razred, na skupnost. Tega dijaka, kot posameznika v skupini. Ja, gospa Andreja se zahvaljuje za tako celosten odgovor. Z veseljem. Hvala za vprašanje, čudovito vprašanje. Dobili smo še 3 vprašanja, samo sekundo. Prvo, ali je možno zdraviti napade panike z agorafobijo in tesnobo brez zdravil in katera terapija je najbolj učinkovita pri napadih tovrstne, torej panika z agorafobijo? Zdaj, agorafobijo bom rekla zelo poglobljeno in
mislim, da tudi zelo dobro in učinkovito znajo pristopati vedensko-kognitivni terapevti. Ja, mislim, za vse vrste fobij. Ta vrsta terapije. Oni so prav veliko imajo tudi teh izkušenj in znanja v tej smeri. In je možno torej tudi brez zdravil? Bom rekla, težko rečem. Zdaj tukaj, če bi imela tega človeka pred sabo, in da bi malo ga slišala, malo ga začutila, malo videla, kako on agorafobijo nosi v življenju, koliko mu jemlje kvaliteto življenja, če mu lahko temu tako rečem. Koliko je motiviran za psihoterapijo, koliko ni. Tudi to je treba vedno gledati. Psihoterapijo ni kar vsak tu visoko motiviran. Da se tudi mora privoščiti, kakorkoli že. Vemo, da je počutno. Tako da bom rekla, težko odgovorim na to vprašanje. Zdaj, če bi res tega človeka imela pred sabo, pa da bi močkam bolj ga slišala, videla in kako on to res se nosi, tako pa sem rekla, bi lahko bolj mogoče odgovorila. V povezavi s tem delno je tudi vprašanje, kako lahko sami delamo na sebi, alternativno, če doživljamo panične napade, če ne želimo iti na antidepresive oziroma anksiolitike v tem primeru. Ja, v bistvu to, kar sem tudi že prej rekla, se tudi teh je polno, se tudi če na internetu, lahko tega veliko preberemo, je tega polno, zdaj kako si pomagati. Pravim, z vsemi temi tehniki, kot sem prej rekla, dihanje, narava, predvsem pa bolj ta odrasla drža, se pravi ozaveščanje tega. Tukaj je fajn, da se malo prebudimo, se mi zdi kot narod vsi, da začnemo malo bolj prebujeno gledati vase, s temi notranjimi očmi, se res začnemo spraševati, kje rabimo, kaj je tisto, kar mi v življenju jemlje kvaliteto. Ali pa, na primer, vzrok tesnobe. Tesnoba je simptom. In tesnoba je simptom, ki je v resnici naš prijatelj, kar nam želi dobro. Brez tesnobe mi se ne bomo odločili delati na sebi. Brez paničnega napada si ne bomo poiskali pomoči. Vse te simptome, se pravi tesnoba, depresija, panični napadi, nespečnost, vse to so v bistvu simptomi, ki nas kličejo k sebi, ki nam dajo povedati, da ne živimo, na primer svojega potenciala, da ne živimo sebe, iz sebe. V bistvu naši prijatelji niso tukaj zato, da nas bodo pobili, ampak zato, da nam dajo povedati, da nismo v skladu s svojim srcem. Nekaj ne štima, po domače povedano. In fajn je, da gremo to depresijo, tesnobo spoznati, da jo damo na stol, da gremo v terapijo, da sami sebi priznamo, kaj tesnobna sem. Pa to tesnobo dam jaz tle na stol, pa bom z njo kavo spila, pa bom rekla, čemu si ti v mojem življenju? Kaj mi sporočaš? Od kdaj si tu? Kaj mi govoriš? Se pravi, to soočanje, to pa si tudi prej rekla, to je pot. Ker samo neko mantranje, v redu sem, rada sem, imam, zdrava sem, in samo to, ja, okej, sam, mogoče do večera, dokler se uležemo, pa te pa vse ujame. Ne gre zbežati. V svoji lastni koži smo res 24 ur na dan, 365 dni na leto in celo življenje. In v svoji koži biti nimamo izbire. Za vse ostale stvari imamo izbiro. Biti partnerka, biti žena, biti učiteljica, biti samska, vse to imamo izbiro. Nimamo pa izbire res živeti v svojem lastnem telesu. Ali pa imeti brate, sestre, to nas tudi ponavadi niso vprašali. Ali pa biti hči. To pa pač nimamo izbire, to so drugi izbrali. Ampak res ni izbira biti v svojem lastnem telesu. In zato je fajn se tega zavedati, da to smo mi, to je naše telo, do konca naših dni bo tako. Se ne bo spremenilo.
In da je smiselno pogledati vase globje in odpravljati te simptome na globjem nivoju, tam, kjer je potrebno. In to je dolgotrajno. In dolgotrajne psihoterapije imajo trajne učinke. To je dokazano. Tudi sinapse se drugače povežejo. To je dokazano. Vse. Slikani možgani pred psihoterapijo in slikani možgani po dolgotrajni psihoterapiji je bila bistvena slika. Tako da, če bomo želeli, vsi bi si želeli nek duhovni mir in reče, da jaz bi rada mir. Ja, ampak bo treba je pogledati tja, kjer je nemir. Na to, da smo v lastnem telesu, se navezuje tudi naslednje vprašanje, oziroma kaj storiti, ko pride do bolečine. Gospa Julija piše, imam težave z vratnim delom hrbtenice, imam tako velik strah pred bolečino, ki se ga ne morem nikakor rešiti, ves čas me skrbi, da me bo v vratnem delu zasekalo in zato se krčim, na koncu pa me zaradi tega zares začne boleti. Kako lahko pridem iz tega začaranega kroga, ker nenehno razmišljam o bolečini, se ne upam sproščeno premikati, na koncu pa me zaradi vsega tega začne boleti. Težave so vedno hujše, na vsake 3 mesece se pojavi močno pekoča bolečina, medtem ko sem jo vmes uspela uspešno obvladovati 3 leta. Torej, če je prej bilo obvladljivo in zdaj več ni, je lahko tudi ta bolečina zdaj nek alarm. Lahko je spet ta situacija, v kateri smo, je lahko malček preveč, ali pa zdaj ta rob, da je šlo čez rob. Zdaj so v bistvu simptomi tako močni in tako dolgotrajni in se ne spreminjajo, ne celo slabšajo. Torej, to je spet klic. Bolečina je klic, bolečina je alarm. Zelo podobno, kot sem prej govorila, tudi v tesnobi. In ja, najlažje je vzeti tablet. To je v bistvu zelo hitro, ne boleče. Ampak to spet samo simptom blažimo, ne pa vzrok. In kot tablet spusti, je spet bolečina tu. In to je nekaj, kar se mogoče navežem, to je treba sprejeti. Torej, sprejeti bolečino, sprejeti strah pred bolečino in ne ga spreminjati na vso silo in bežati od njega, ker je močnejši. In ravno to je gospa napisala, zato to časa traja. In vedno bomo poraženi. Dokler se ne bomo upogumili in ustavili in strahu pogledali v oči. In šele takrat vidimo, da je gotovo. Prej pa ne, ker nas on ljubi. In to v življenju, v tem telesu in ta vrat in te vratne vredence bodo skozi čas. To je vaše. To je treba sprejeti. Zdaj lahko je tudi nekaj psihodinamsko, če mogoče malo tudi pogledamo, da je lahko tudi da je glava prepolna, torej prepolna skrbi, prepolna mogoče teh sivih misli, črnih misli, teh zaciklenih misli, ali pa da je mogoče se malo preveč v glavi. To pomeni, da dela tudi samo leva stran možganov, se pravi ta racio, ta razum, ta fokus, skozi delo, da je mogoče malo premalo sprostitve. Lahko tudi vredence začnejo trpiti, če je glava prepolna, pretežka. Torej, da jo ne pucamo, da se ne jemljamo časa, da se ne sproščamo, da nimamo protiuteži, ampak so sam skrbi in sam delo in tako. Lahko tudi vrat trpi. In vemo, tukaj so ramena, nosimo ruzake. Neodvisno, koliko imamo tudi preteklih, nepredelanih vsebin, potlačenih v tem ruzaku in jih nosimo že odprej. In je zdaj spet korona čas, lahko samo ta pika ne ide, vse zdaj to ven štrli z tega ruzaka. In je pač pretežko nositi. In je bolečina kot alarm, ta gospod pokliče k sebi, da začne vse se početi. Še eno vprašanje, povezano nekoliko s fizičnim nivojem, oziroma precej. Gospa Helena piše, čez mesec funkcioniram normalno, se pravi dnevi v mesecu, delam meditacije, narava, vse, kar je gospa naštela, teden pred menstruacijo, torej PMS, pa imam cel teden tesnobo in potem tudi panične napade. Je to povezano s hormoni? Ja, tudi, ker PMS je obdobje, kjer smo seveda vse bolj razdražljive, bolj občutljive. In v tem času se zgodi, da so tudi obrambni mehanizmi za to mehkejši.
kar pomeni, da neobrambni mehanizmi ponavadi ščitijo naše ranljive dele, ali pa nepredelane dele, pa tisto, kar, kakšne travme, kakšne stvari iz življenja ali pa nekaj, kar nosimo v sebi, kot pa neki Pandorini skrinjici, seveda ima moč, vpliva na nas, ali pa to nezavedna osebina, ali pa je to nek vzorc. In seveda v PMS-u in pod vplivom hormonov smo takrat bolj občutljive, bolj razdražljive in ti obrambni mehanizmi bolj popuščajo in pridejo te vsebine, nepredelane, potlačene, bolj v ospredje. In lahko peljejo v tesnobo in v panične napade. Ampak kot sem rekla, to je lahko darilo. Vem, da se čudno sliši, vem, ampak resno. To vam lahko pokaže, kaj se v resnici z vami dogaja. Tako kot sanje. Sanje so tudi najčistejša resnica. Tisto, kar mi čez dan moramo predelati, ali smo potlačili, nismo sprocesirali, bo preveč, smo potisnili in pride skozi sanje. In PMS in menstruacija, takrat smo ranljive, takrat tudi odteka energija. Takrat smo bolj čustvene, bolj smo, ranljive in tudi krvavimo. Zato smo ranljive, tudi krvavimo. In takrat prihajate vsebine. Tako da jaz mislim, spet tudi to je povedati. Kaj se dogaja? Prišli smo do konca vprašanj na chatu. Če ima kdo še kakšno vprašanje, ga lahko še zastavi na glas. Damo še kakšno minuto. Smo pa že na 1 uro on air, tako da bomo počasi mogli tudi zaključiti. Če ima še kdo, z veseljem bomo še prisluhnili. Če pa ne, gospa Marija se zahvaljuje za odlično in izčrpno predavanje. Ekipa, moj psihoterapevt, se vam zahvaljuje za udeležbo, z največjim veseljem pa tudi naši gospe terapevtki, Andrejki, najlepša hvala. Tudi gospa Nikolaja pravi, žal se moram posloviti, hvala za zanimivo predavanje in lep pozdrav. Hvala vam vsem. Upam, da se bomo spet videli, vabljeni, da nas spremljate na družabnih omrežjih, kjer bomo ponovno objavili kakšen nov webinar še na kakšno drugo temo. Povabljeni ste tudi, da se oglasite na naši spletni strani, pogledate morda profil gospe Andrejke. Če imate kakšno vprašanje, nam ga lahko zastavite tudi preko spletnih omrežij ali mailov ali telefona, bomo z veseljem odgovorili na njih. Morda napisali tudi kakšno objavo, blog o tesnobi. Tako da, najlepša hvala in vsem želim lep večer in lahko noč. Hvala lepa tudi z moje strani, res za odlična vprašanja, res zelo so bila koristna, tako da res hvala vsem. In seveda želim vam čim manj tesnobe, čim več lepih stvari. Če pa se srečujete z njo, dajte se z njo usesti. Vsebina ni tako huda. Tako da, Kristina, tudi tebi lepa hvala za vprašanja, ki so bila tudi zelo fajn. In seveda v celi ekipi. Hvala lepa. Hvala.